So ljubljanski policisti pri aretaciji mlajšega moškega v Bežigradu uporabili prekomerno silo in se ob tem namerno samopoškodovali. Pridobili smo posnetke policijskega pridržanja, iz katerih je razvidno, kako so trije policisti v civilu, takole, kot boste videli, na tleh držali mlajšega moškega, ki je bil pod vplivom drog. Nato pa sta si dva policista se sama poškodovala roko. Prvi je s pestjo udarjal ob steno, drugi je z roko večkrat podrgnil ob zid, pripoveduje priča. Ki imaš drogo? Ki imaš drogo? Ki jo imaš? Ki jo imaš? Sem tudi videla, da sta si dva policaja, najprej si je en tako drgnil roko, udaril je pač s pestjo po steni, da si jo je popraskal, in pa si je tisti policaj v vijoličnem puloverju dvignil rokav in še on popraskal, še dodatno pač, da si je povečal rano. Ne. Kaj je v ozadju, kaj bi lahko bil motiv za samopoškodovanje policistov? Za celoten postopek je že odrejen strokovni nadzor. Poročilo o postopku zahteva tudi notranji minister Poklukar. Strokovnjak za policijska pooblastila pa pravi, da gre za zavržno dejanje policistov. Urša Vrečar. Trije policisti v civilu so moškega spravili na tla, dva sta mu v močnem oprijemu držala roke, nato so mu preiskali žepe. Ki jo imaš? Ki? Tule? Našli vrečko, v kateri naj bi bila konoplja, moškega pa so nato uklenjenega zvlekli pod streho. Nato pa je eden od policistov stopil do tiste stene, pripravil pest in začel udarjati pač v steno in pol je tako opazoval roko, da je videl pač kakšna je rana. In potem čez nekaj časa je pač prišel za njim še ta v vijoličnem puloverju, dvignil rokav in podrgnil pač po steni. Pripoveduje priča dogodka, ki je, pravi, slišala kričanje, odšla na balkon in sprva mislila, da gre za pretep. Daj roko nazaj! Videla sem tri moške, kako napadajo, v bistvu tepejo enega, mlajšega od njih. Pač jaz nisem vedela, kaj se dogaja, ne? Oni so ga pač sam v bistvu držali na tleh. Kaj se je torej dogajalo v ponedeljek dopoldan za Bežigradom? Policisti naj bi bili na redni patrulji, moškega, domnevno mlajšega od 20 let, ki je bil pod vplivom psihoaktivnih snovi, so poskušali pridržati. A se je, danes pravi policija, upiral in zbežal. Nato pa so ga policisti kmalu potem v bližini prijeli. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva. Upravičeno ali ne, okoliščine bo razjasnil odrejeni strokovni nadzor. Prav tako tudi, ali so se namerno samopoškodovali. Dokaze, kaj se je v resnici zgodilo, so že danes takole iskali policisti. Bomo storili vse, da se v celoti razjasnijo vse okoliščine tega konkretnega postopka. Bili so trije policisti, sicer en policist na posnetku to deluje, dela, ostala dva ga neprizdeto opazuje, tako da je to res nek modus operandi te skupine policistov. In da gre za skrajno zaskrbljujoče dejanje, pravi Žaberl. Motiv za samopoškodovanje, dodaja, pa bi lahko bil nek goljufiv namen prikazovanja poškodbe pri intervenciji, ki bi bodisi upravičeval uporabo policijske sile, ali pa da bi celo bila to podlaga za kakršnokoli odškodnino, ki bi jo policist prejel, zaradi tega, ker je bil poškodovan na delovnem mestu. Neuradno naj bi eden od policistov zaradi oddrgnin v bolnišnici kasneje iskal zdravniško pomoč in tam zdravnikom trdil, da gre za poškodbo pri delu.